Luksus, 5 zvezdic, zasebni let, sončni zahod nad puščavo, elegantni moški z Rolexom na roki in vse boš dobila, samo prid. A nekatere punce nikoli niso prišle nazaj. V zadnjih letih je Dubaj postal sinonim za luksus in tudi za nekaj mnogo temnejšega. Nekaj, kar se skriva pod svetlečimi filtri, medene pasti, zasebne zabave, sobe brez izhoda in izginotja, v katerih se ne poroča. Ta video vsebuje resnične zgodbe. Dragi moji, dobrodošli nazaj na Alien kanal ali pa kanal Alenke Trogrlič, kar hočete. Welcome, prvič, stotič, karkoli. Če niste naročeni, se naročite. Če vas bolj zanima moj everyday life, pejte na Instagram pogledati, na TikToku imate pa vsak dan nov TikTok. Tako da mi je še kdo, ki je napisal, da ne objavim čim hitrejši nov video. Vsak dan so novi videi. Gremo po ta video. Kakor sklepate iz naslova in verjetno thumbnaila, bomo danes govorili o teh bizarnih stvarih, ki se dogajajo v Dubaju, ko tja privlečajo mlade punce, ki se mlade punce odločijo tja iti, modelke, Instagram modeli, neke lepotice, kakorkoli že, in se tam dogajajo grozne stvari. Grozne v smislu, da pride do smrti na eni točki, pa dobiš tam punco, ko mi še živo, zadrogirano in polomljeno, ker se jo tam bogataši podajajo, ker pač si lahko prvošiti živine čisto praktično vse na tem svetu, ali pa do točke grozni primeri, ki preprost, ko punca ne pride nazaj, ko zgubi življenje. Zdaj, jaz sem zvedela, da se temu očitno reče medena past, pa da najprej to razčlenimo. Medena past je v zgodovini oziroma v preteklosti bolj pomenila nekaj drugega, in sicer izraz iz vohunstva, z neko seksualno močjo, telesom, kakorkoli že privabiš svojo vabo. Spolna privlačnost je tako izrabljena za manipulacijo, zavajanje ali izsiljevanje. Mene to ful spominja, mislim, aj medena past tudi pol, recimo, ne vem, prostitutka. V moderni dobi, oziroma kako bi zdaj večina ljudi razumeli medeno past, pa je nov izraz, kjer dekleta pogosto influencerke, manekenke, modeli, instabedi, wannabe zvezdnice dobijo ponudbo. Ta ponudba potem vključuje letalsko karto, hud hotel, razne prevoze, vabilo na event, možnost dela v nekem modelstvu, bilo kaj. Ne bom rekla, da ta video ne bo samo v Dubaju govoril, ker ni to samo v Dubaju. Že prvi primer, ki ga bom predelovali, se je dogajal basically v Grčiji, leta 2018 mislim, da, ampak ja. Začeli bomo najprej z resničnimi primeri. Mislim, da imam 3, potencialno 4, pol bomo pa še mečkam govorili o tem nasploh, kako ne bi to izgledalo, kako pride do te štale, kako se to sploh zgodi, kako še vedno kdorkoli nasede temu, a ne? In ja, na koncu bomo govorili o porta-potijih, to je pa tiska. Eni veste, eni ne veste, to je basically najbolj nagravžna stvar, ki se trenutno dogaja v Dubaju in vsi že to poznajo. Jaz sem dobesedno lih zvedela za to. Bem, težko, ki je vroče. Evo, poletje se je začelo, s komi še diham v tej sobi. In ne, nimam klime. Nimam klime. Prvi resnični primer, punca Sinead McNamara. Ta punca je bila iz Avstralije. Tako lepa, tako lušna. Bila je tudi dejansko ful tako v redu, ni bila ona big time influencerka. Imela je takrat, mislim, da nekih 14-15 tisoč sledilcev. In tu, če sem jaz prav razumela, je bila ona vabljena na to jahto kot delo. Tja je šla delat, ker je bilo veliko ljudi, ki je delali na tej jahti, veliko mladih, še zmeraj je bila dobra priložnost, in ko enkrat delaš za to, bogate ljudi, so tudi napitnine bolane in to ni kar en job, tle boš dobro zaslužil. Tako da niti ni bil primer, ki bi rekla, da... Zdaj se sprašujem, če je bil to primer tega... A poznate serijo Under the Deck, ki dejansko mladi, no, ampak pač delajo za te bogataše na jahtah, in to je noro dober plačen šiht. Sicer si tam čista strežba tem ljudem in ne veš, kaj si bojo izmislili, ampak jaz sem občutek, da je bil to ta isti primer, kjer je ona pač stregla tam ultra bogatašom in milijarderjem. Dogajalo se je to na jahti bogatega milijarderja v Grčiji leta 2018. Sinead je bila stara 20 let takrat. Njena smrt je bizarna. Ona je bila najdena obešena na zadnjemu delu jahte. In jaz sem bila tako, kaj je obešena, kako obešena? Za nogo, za gleženj, za glavo, za vrat, ne razumem. Pa sem vprašala ChatGPT, kaj mi lahko razložiš, ker ne najdem nobenemu članku, in je rekel, da je bila to tista zanka oziroma špaga namenjena raznim tem predmetom na jahti, ne pač valjda objesli, ne ljudem, in ona je bila tam obešena. Tako da njena smrt, za vrat obešena, in njena smrt je še vedno kot neki, ni točno določeno, ali je bil to del teh dubajskega stila izseljevanja nad ženskam, nekih premožnih ljudi, a ne? Ali je, še vedno ni izključeno, da bi bil samomor. Bomo šli počasi čez ta primer. To je bilo 31. avgusta 2018, je bila ona najdena nezavestna in obešena. Grozljivo pri tem primeru je torej, ja, ni bila takoj mrtva, je bila nezavestna in so jo potem s helikopterjem
želeli prepeljati do prve bolnišnice, ampak je potem v helikopterju izgubila življenje. Ampak je bila še nekaj časa pri zavesti in vse, kar si je želela, takrat je še klicati domače in tiste zadnje besede izmenjati. Družina je bila v močnih dvomih, da je ona umrla zaradi tega, ker bi iz katerega koli razloga kadarkoli šla delati samomor, ker je bila res vesela, srečna oseba, sploh njena sestra je fular poznala in rekla, to ni šans. Čeprav je ona prej že izražala neke misli, saj svoji družini, da se z enemu članom te posadke oziroma članom z enemu na tej jahti, da se ne razume dobro. Zato tudi so dali to naprej v preiskave, ker pač slutili, da mogoče ni samomor. In tudi potem po besedah grškega forenzika na njenem telesu ni bilo lih posledic boja, da bi se z nekom borila ali pa ful poškodb, je imela pa modrice, tako da zaradi teh modric ta primer še vedno štejejo kot te sumljive primere. Drug primer je primer Marije Kovalčuk. Tega se mogoče eni se še spomnite, ker je ful nedaven primer. Tak je tudi precej pretresel javnost. Marija Kovalčuk je bila mlada, imela je 20 let, tako da v bistvu je bila isto mlada kakor sinjat. Imela je tudi OnlyFans odprt, ne moramo zanikati, da to zihar privleče še toliko več moških, predvsem slabih, ne nujno dobrih in ja, je imela to pozornost, je bila pa tudi mlada in ambiciozna. Je imela pa že toliko sledilcev, da so njo dokaj redno vabili na razne dogodke, razne situacije, dobivala je razne priložnosti. Jaz zdaj o tem govorim dobro sem bila zelo v kratkem vabljena na tako 3 lokacije na svetu. 3 lokacije na svetu. Vmes ni Dubaj, ne skrbeti, ampak je pravno. Pač vse so agencije, ki jih poznam, so agencije, ki so preverjene, so agencije, ki približno vem, kdo so in da bo vse cool, ampak dobiš let, dobiš plet za spat, za stanovati in vse full wow in si kar jej, ampak enim se to slabo konča. V glavnem, ne bom stresirala, ampak hočem reči. Mi lih zdaj le ful čudno o tem govoriti. 9. marca 2025, torej zelo nedaven primer, je svoji prijateljici povedala, da je pač vabljena na privatno zabavo v hotelu. Ta privatna zabava v hotelu bo v Dubaju. Torej njo bi lepo odleteli ven v Dubaj, imela je vse pokrito, ful hudo sobo, hotel, vse in tam bi bila pač ta event. Rečeno je celo, da ona na ta event nikoli ni prišla. Saj njeni starši so trdili, da jo njo organizator nikdar ni videl. Naslednji korak za njo bi bil, da bi imela iz Dubaja spet plačan organiziran let na Tajsko. Torej, bila bi neke 2-3 dni v Dubaju, potem pa let na Tajsko, kjer ne bi jo tudi čakalo delo v modeli, da bi bila model. Ampak po tisti prvi noči, že 9. marca se ona ni več javila. Fast forward, najdel so jo 19. marca, 10 dni kasneje v Dubaju. To je ta primer, ki smo vsi govorili o njemu, ki so jo najdel raztreščeno na robu ulice, polomljene kosti, polomljena hrbtenica in ni govorila dolg časa. To je ta primer. Zlomljena hrbtenica, več zlomov na rokah in nogah, obraz poln modric, brez telefona, brez dokumentov, brez besed. Ko so jo prepeljali v bolnišnico, tudi še ni mogla govoriti. Potem po 4 operacijah je počasi začela spet komunicirati. Je pa to spet en tak primer pod milijon vprašanj. Ni bilo 10 dni, ne vemo nič, ni imela osnovnih stvari za preživeti, ni imela telefona, ni imela dokumentov, ne spomne se oziroma ne govori. Ali je to traumatično ali ne vem, ampak ona je zdaj psihično verjetno ni stabilna po takem dogodku, je pa fizično stabilna, fizično je v redu. In rečeno je bilo strani policije, da je padla v eno gradbišče, na nekem gradbišču. Meni je noro, kako kolektivno cel svet temu ne verjame, a veš, čeprav je bilo to rečeno, so vsi tako, pač ne, Dubaj je bil, tam na robu je bila zadrugirana, ne, pač ni padla na fucking gradbišče in kva bi ležala na gradbišču lačna 10 dni, halo, dej nehi. Očitno je bila Ukrajinka, ker vidim, da piše ukrajinska policija, je potem odprla uradno preiskavo zaradi suma trgovine z ljudmi, a ne moj. Problem je, da so te ljudje tako zelo bogati, To niso samo milijonari, to so milijarderi, to so šejki, to so ljudje vpleteni tukaj po moje, ki imajo tako moč, ne samo denarno, ampak povezave, veš, po moje pri policiji, pri sodišču, pri dobesedno povsod, pri organizacijah, pri agencijah, kjerkoli oni hočejo dostopati sploh do teh žensk, imajo veze že s tem, štekaš, z agencijami, ki so mogoče legitimne in potem imajo vzad neke pogodbe shady, ki jih oni ne znajo razbrati in bojo vsem pač šle v to, ker deluje vse okej. In se me spet strah ratuje, ker ljudi jaz zdaj odpotujem. Pridemo do naslednjega segmenta, lihko govorimo o tem, o agencijah, ki pač
niso agencije, ali pa so, ampak imajo v zadju shady biznise. Mnoga dekleta naj bi dobila na Instagram ali pa kar WhatsApp neko osnovno tako mlečno sporočilo, še nič posebnega, da si lepa, iščemo modelko, da pride k nam delati, ali je za event, ali je za spet nek produkt, ali je pač za modeling. Dobiš let, hotel, garderobo, dnevnice in pa recimo 1500 € za ta vikend, kar je še malo, ampak po moje hočejo najbolj realno, da izpade in ja. Come with your best smile, kao ti sem prid vesela in nasmejana in srečna. Zdaj, jaz to ne trdim, da me kdo tožil, ampak rečeno je, da to sploh poteka, taki ringi, basically trgovine z ljudmi, mora biti veliko stvari in ljudi povezanih. In sicer v ozadju so pogosto povezane osebe, kot naprimer nekdanji agenti za hostese, ali iz Evrope, ali iz Dubaja, bilo kaj, kjerkoli po mojem na svetu, ki potem povezujejo te punce s potencialno novo stranko, ki ima velik denarja. Povezani poslovneži, ki delujejo pod različnimi imeni in tako imajo toliko denarja, da njime najlažje pride do česarkoli ali pa prikrit karkoli, in pa lokalni posredniki, ki pa prijazno uredijo papirje. Torej tudi lokalno, v Dubaju in kjerkoli se že to zgodi, so pač ljudje, ki pomagajo, da se to zgodi. Po vsej verjetnosti, ne. Prva ponudba naj bi bila taka soft, nedolžna, torej dobiš let, dobiš, ne vem, bilo kaj, vlak, hotelsko sobo, suito, bazen, šoferja magari, odvisen, koliko je spet verjeten velika ta oseba ali pa pomembna. Čuden ti bo, če boš ti influencerka z 10 000 sledilci in boš dobila ponudbo, damo ti $50,000, damo ti ne vem kaj vse, valjda boš sumničava, lažje ti bo prebrati po svojih izkušnjah, da bi dobila, ne vem, svojih, ne vem, koliko imam sploh, 47,000 sledilcev, da bi dobila, ne vem, štekaš za en tak vikend, full on, pa da se ne 3 objave naredim, ne vem, 3,000 €, pa let, pa neko normalno sobo, a štekaš bi bilo ono, ok, maybe, ampak če bi mi ponudil 100 €, bi bilo tako, ok, that makes no sense, pač. Tako da, najprej je soft ponudba, potem sledi to, da si na lokaciji, kjer že pride do omejevanja gibanja, omejevanja pravic človeških. Lahko ti vzamejo telefon, lahko rečejo, ta event je full privaten in ti vzamejo telefon, kao. Ampak zakaj da hajk bi šel nekdo tja, že reklamo delati in potem ti vzamejo telefon, že to je tako fucked up. In k tem, ko ti vzamejo telefon in dokument, si pač lost, kaj boš pol? Ne obstajaš, Pa še polnoletna oseba si v Dubaju, ki zgine recimo, in to res ni prioritetno, da nekdo išče ali pa rešuje take primere. Ker si pač, ne vem, na počitnicah, kaj pa bo. A veš, pa še če je vse povezan med sabo. In potem tretji korak, nekatera dekleta po kršitvi pogodbe nikoli niso več videna. Torej, če se ne strinjaš s tem, ker si mogoče zavestno ali podzavestno, da nisi dobro prebral pogodbe, ali pa so noter luknje, ali pa so te pogodbe napisane v arabščini včasih v angleščini, na ta način, da se boš zafrknil, nek NDA podpišeš in se zafrkneš, in včasih je tudi tako baje, da se na začetku vse lepo začne odvijati, imaš tam bazen, imaš luksuzno vilo, apartma, bilo kaj, svojega šoferja, ki te skozi tam čaka. Včasih dobijo tudi darila, tako torbico recimo. Si predstavljam, da pride tja in ima tako svojo novo Birkin. Kaj je njim to? Kaj je to milijarderju tam? Da bo imel tam igrača od ženske za en teden, da je umučil. Njemu je to drubiš, njemu je vsem za tisto torbico, ona pa valjda se po moje sprosti in čisto wow in ja. In je lahko začetek tukaj ful obetaven, kaj jo pa čaka, pa bog ve, ne. In potem počas s tem, koliko ima ona tam teh privilegijev, pa večerje, pa pijač, in kar naenkrat po moje, ko je ob teh moških ali pa tismo enemu moškemu v bistvu, ne vem, kdo se to kupi, te ženske, in kdo pričakuje nekaj od njih, ona začne po moje dojemati, da nima več toliko svoje lastne izbire, in tudi on mogoče reče, zdaj pač ali me upoštevaš, pa bom zadovoljen, pa boš dobila še darila, ali pa pač me ne ubogaš, pa bom zelo razočaran. In po moje si tako stisnen v kot in prestrašen, da ja, zna biti zelo težka situacija. Kdo torej stoji za tem? Ne gre za niti približno klasične sugar daddyje, po moje, tudi če so taki primeri, so full redki. To ni torej tipičen sugar daddy, ampak je nek povezan ring oziroma organizirane zaprte kroge, moški, ki imajo dostop do res velikih sredstev, verjetno. Res velikih sredstev, pa tudi verjetno imajo malo zaščite pred oblastjo. Zdaj pa, zakaj te punce več o tem ne govorijo? Torej, zakaj, če že pridajo v javnosti nek skrajen primer, kjer je ženska dejansko že potolčena ali pa mrtva, ali pa na pol mrtva, polomljena hrbtenica, zakaj več punc ne govori o tem? Verjetno se bojijo na smrt. Če mene vprašaš po logiki, bojijo se teh ljudi, ki so prišli v stik z njimi in vejo, koliko so to mogočne fucking ribe in nočeš le njim na pot stopati. Če pa že po moje se kje izpovejo, pa tako ful na easy subtilno, na kakšnem forumu ali pa kakšen tweet pod drugim imenom, pa kaj tacga. Spet druge je mogoče sram, ne samo strah, ampak tudi sram, da nekaj podpišeš
odpišeš, da nisi bila dosti pozorna in samo ob spominu v tej travmi, kaj se ti je dogajalo. Če gremo naprej, zdaj Dubaj je nasploh znan po tem, da je sposob, tako kot Sovjetska zveza včasih, potlačiti stvari, skriti stvari, ne biti odprt glede stvari. In Dubaj zna biti podoben, ker je en zelo značilen primer dubajske princese bil, ko je poskušala zbežati in so jo prestregali. Princesa Latifa, najbolj premožen moški v Dubaju, nisem ziher, je pa šejk Mohamed bin Rashid Al Maktoum. In ona je pač Latifa bint Mohamed Al Maktoum. Latif ima ona hčerk, 3, od tega je ona ta srednja, 3 so Latife, mislim, da ima nekih 35 otrok. Vse, kar smo od nje kdaj dobili, je en video, ki je še vedno na internetu. Ona je bila potem slikana dolg časa nič, noben je vedel, je živa, je v redu, ali kaj se dogaja z njo, in potem leta 2021 je bila spet slikana nekje v kavarni, kao nasmejana in definitivno še vedno ni prosta, ni svobodna. That's what Dubai is. Vem, da vam je en in Dubai top, jaz osebno ful ne prenašam Dubai. Šla bi pogledat, ampak ga ne morem. Ne tako, kaj to je, ne kako zgleda, ne nič. Jaz res rabim naravo, gost in ne pač ta psihošit. In še zadnja tema, ki jo hočem danes obdelati, mogoče ste nisem to čakali, ker ste malo nesti, ampak ja, ponižanje kot valuta oziroma Dubai porta potty. Jaz bolj googlam, bolj razmišljam, ne vem točno, kako to prevesti, jaz mislim, da bi rekla dubajski Dixi, prenosno stranišče, porta potty. In tudi to, kar mislite, da je, to pač je. To, da je neka nova esenca tem premožnim ljudem, ni več mogoče sekstok ali pa ne vem kaj, ampak čisto ponižanje. Torej, da so te ženske, najlepše ženske, najbolj wow ženske, najbolj mogoče tudi slavne osebe, da so zdaj tem ljudem stranišče, da lahko na njih kakajo, lulajo. Dobesedno, to je vse, za kar jih imajo. Torej, ponudijo jim tako 30 do 50 tisoč evrov včasih samo zato, da lahko na njih kakajo in lulajo. Jej. Ena je rekla, he paid me 40 grand. I thought it was for sex, but he defecated on me. He said, you're just my toilet. In spet v bolj skrajnih primerih so pa te punce prisiljene, kot ste verjetno tudi eni že pomislili, pojesti in popiti to. Problem je pri tem, mislim, ne edin problem, ampak en izmed glavnih težav je, da so te stvari pogosto posnete. Včasih pod krinko profesionalnega snemanja in da so mislili, da bojo tam dejansko del nekega shootinga, snemanja bilo kaj, včasih pa bolj tako s telefoni. Ampak point tega je, da te posnetki zaokrožijo kam na dark web, valjda, da se naprej prodajajo. In spet druge živine iz sveta, ki si to lahko prvoščijo, ker nič od drugega v življenju ne morejo doseči, ker imajo milijarde, lahko zasežejo samo še več moči in prevlade nad nekom. In to je to, da imaš v lasti take posnetke, da to lahko gledaš, da take stvari plačuješ. Gnide v ljudi, to ni več niti človeku podoben, to je dobesedno lupina v človeka, ki nima duše, pač brez veze, ampak ja, to se dogaja. Te zgodbe pogosto krožijo pod radarjem, sicer na zasebnih forumih, v zatemnjenih pogovorih. Dekleta, ki niso zlomljena po telesu, se pa pogosto potem vračajo psihično zlomljena ali pa se sploh ne oglasijo, ne prijavijo. Kaj pa boš prijavil? A si predstavljaš, da se eni Slovenki to zgodi? In se ji to zgodi v Dubaju in bi prišla v Slovenijo in bi v Sloveniji to prijavila. Kaj? Da fuck misliš, da se je zgodilo? A si predstavljaš, da bi tako naša vlada se s tem ukvarjala ali pa Musarjeva ali pa naša policija z fucking dubajskimi šejki? Pardon za kletvice. Hočem samo reči, da pač se ne bi. In je res tako, ja, it's untouchable. In ja, basically to ta video, res nimam občutka, bo dolg ali kratek. Želim vam vsem lep vikend, če vam je bilo všeč, valjda polajkajte, komentirajte, se potrudim potem čim več odgovoriti komentarjev. Če vam je dolg, še spejte na moj Instagram pa TikTok, razkos nekaj objavljam. Hvala, ker ste gledali ta video. Napište, kaj vi mislite, napište, kaj sem zgrešila povedati, napište, kaj vi veste, ker jaz niti približno ne vem vsega. Se gledamo naslednjič, pridni bote. Eljan, mama vas rada. Aj, čau. Bye.